Uredba, ki je zamenjala zastarele občinske odloke, ščiti tudi zaletje vodnih virov. Zato bo poslej vodovarstveno območje obdelovalo 470 kmetij, od tega 88 na najožjem vodovarstvenem območju. Vendar uredba ne prinaša drastičnih sprememb režima kmetovanja, pravijo pripravljavci. Največ omejitev je povezanih s gnojenjem, ki ne bo možno brez gnojilnega načrta. Nekateri so pričakovali pojasnila o gnojenju z bioplinsko gnojevko, a pripravljavci uredbe so prišli iz Ljubljane nepripravljeni na vprašanje, ali je dovoljeno gnojenje z digestatom iz bioplinarne. Digestat, ki se uporablja na našem območju, po moji interpretaciji prav gotovo sodi med ta tekoča organska gnojila, sicer pa ta 20. člen navaja prepoved uporabe pregnitega blata prvega in drugega kakovostnega razreda. Če je to prvi ali drugi kakovostni razred, je prepovedano. Prepoved je jasna znotraj vodovarstvenih območij. Pomemben bo torej nadzor inšpektorjev. Minuli teden sta na seji črnomaljskega občinskega sveta inšpektorja za kmetijstvo in okolje povedala, da so letos opravili več inšpekcijskih nadzorov gnojenja z bioplinsko gnojevko in tudi ugotovili več kršitev. Niso pa ugotovili, zakaj in od kje smrdi v Črnomlju. Okoljski inšpektor meni, da bi bilo te prijave, ki jih nekdo zazna, točno poskušati locirati, od kje to je. Tisti trenutek, ne včeraj smrdelo ali pa po noči smrdelo. Smo pripravljeni sodelovati tem ob pogoju, da sodelujejo pri tem tako bioplinarna kot tudi kmetija. Kajti na zasebno posest ne smeš stopiti brez dovoljenja. To pristojnost ima le inšpektor, pravi županja.